Najlepša hvala fantoma v studiu, lep pozdrav tudi z komentatorskega mesta. Pred nami je torej štajerski derbi v takem zelo razgibanem, živahnem 15. kolu. Je to bržčas ena od osrednjih tekem iz marsikaterega zornega kota. Celje je v zelo dobrem trenutku v sezoni po malce slabšem začetku, kjer se je zdelo, da se nikakor ne morejo rešiti remijev, s katerimi so dobesedno obeležili začetek sezone, ko je v pokalu sicer znova zelo dobro svoje delo opravil Kenan Pirić. No, to je zdaj nova priložnost za Mariborčane, dobra podaja proti Bajdetu. Bajde zdaj vrača žogo nazaj in to je prekrasen zadetek Markosa Tavareša. Imeniten zaključni udarec z glavo mariborskega kapetana in najboljšega strelca prve lige Telekom Slovenije vseh časov. Še vedno Mitja Viler, Viler je lepo našel Tavaresa, Tavares in obramba Rozmana ne bo pomagalo. Iz ozadja Zahović, ki je še šestič v tej sezoni med strelci in je zdaj tudi uradno končal svojo strelsko sušo. In ob koncu 15. minute je Maribor zdaj spredaj že z 2-0. In tudi proti Muri, to sta edini dve tekmi. No, Mariborčani si zdaj resnično dajejo duška in kar strinjal se bom s tem, kar sta fanta povedala v studiu, tole bi lahko bila 11-metrovka in tudi je. Neroden prekršek, ki so ga Celjani storili v svojem kazenskem prostoru. To bo zdaj še druga 11-metrovka v Zahović in Rozman, iz oči v oči, Zahović, zalet, slaba 11-metrovka, ki jo je izvedel, no in potem Mariborčani dajejo ogromno dela, na drugi strani ga Handanović še praktično ni imel. Nov kot, drugi za Mariborčane na današnji tekmi, Celjani ga še niso izvedli. Nova priložnost za nje, spet je gneča v kazenskem prostoru in gol! Kdo je tule strelec, je vsaj sprva zelo težko ugotoviti. Vemo le, da so gostje povišali vodstvo na 3-0 zdaj, ali je bil to avtogol. No, to je dobro izvajanje, Avtak Novak poskuša in to je Jasmin Handanović v letošnji sezoni. Blaž Vrhovec ga bo izvedel. Nekaj mariborskih skakalcev že pripravljenih. To je odlična podaja in kakšen dan za Maribor na današnji tekmi. Ivković, četrti gol v sezoni. Šuler in Lotrič sta imela bitko, sicer kratko. No, zdaj je Lotrič prišel do žoge, priložnost za Mitjo Lotriča. Bodo tudi Celjani morda dosegli kakšen zadetek na današnji tekmi. Še nima zadetka v ligi. No, medtem že akcija na drugi strani, velika priložnost po napaki in Tavares s svojim drugim zadetkom na tekmi je zdaj povišal izid že na 5-0. Po slabi uri igre Lotrič je ponovno zavzel svoje mesto na položaju krilnega napadalca. Lotrič, tole se je zdelo, da meri proti vratom Handanovića. No, zdaj končno Celjani v kazenskem prostoru. Lotrič in spet obramba Jasmina Handanovića. Poskus in le malce prek vrat je zdaj poskušal Tadej Vidmajer. Preprosto zato, ker Olimpija tekmo proti Domžalam igra potem, ko se bo končala tale s Celjem. Zahović ima lepo priložnost prek vrat. Ja, danes smo naleteli na razpoložen Maribor, ki je pokazal mednarodni nivo. Bili so hitri, odločni, mi smo imeli pa kar nekaj igralcev, ki so bili, bom rekel, nerazpoloženi. Maribor je to znal dobro kaznovati in enostavno danes nismo bili pravi. Meni je zelo žal, da nismo za gledalce, ki so se po dolgem času nabrali, pokazali bolj konkurenčen obraz, ampak enostavno danes nismo bili pravi in Maribor je danes pač izkoristil vse, kar si je priigral.
Mi smo pravi odgovor dali že med tednom, ko smo imeli izredno težko tekmo v pokalu in danes tudi, tako da fantje so res odigrali izredno srečanje. V Celju zmagati 5-0 je prava stvar.